tokrat v občinskem informatorju. Umetnost tetoviranja se razvija, nanjo vplivajo tudi socialna omrežja. Mariborska občina pridobila uporabno dovoljenje za ljudski vrt. O čem se bomo odločali na referendumu za vodo? V Mariboru v prihodnjih letih več zdravnikov, zobozdravnikov in farmacevtov. Sanira se most Selnica ob Dravi Ruše, leto in pol bo obvoz čez Maribor. Trojica Fest se po letu premora vrača, v pripravi prav poseben spektakel. Lepo pozdravljeni. Ina Lutarič je tatu umetnica, ki je za magisterij naredila nalogo v razvoju novih stilov umetnosti tetoviranja. Ni se ukvarjala samo s teorijo, ampak tudi s prakso, saj ima njena naloga kar praktičen izdelek. Z njo smo spregovorili o sodobnih stilih tetoviranja, prekrivanju brazgotin s tatuji, pa tudi o tem, da še vedno marsikdo označuje tetovirance kot negativce. V svoji magistrski nalogi se je Ina Lutarič lotila raziskovanja novih stilov tetoviranja. V magistrski nalogi se večinoma ukvarjala z razvojem novih stilov, po drugi strani pa tudi zraven seveda naprimer splošno malo, kako se je popularnost tetoviranja rastla, kdaj je bilo popularno, kdaj ni bilo popularno, na tak način malo kako ljudje dojemajo, malo psihološko sem se tudi vmes lotila, tako da v bistvu je tako eno prijetno tako branje, ko je tudi pač poučno po drugi strani, ne. Tako da ja, ampak v osnovi pa sem noter raziskovala nekako nove stile oziroma definirala nekako razliko med tatu umetnikom in tetovatorjem. In kakšna je pravzaprav razlika? Tetovator, na primer, k njemu prideš, mu prineseš, slikico na listu, on ti bo to naredil in je to. Tatu umetnik pa izhaja ponavadi, koliko sem ugotovila skozi intervjuje, se je zdalo neko vzporednico ugotoviti, da tatu umetnik ponavadi ima neko predznanje o likovni umetnosti, malo pozna samo zgodovino likovne umetnosti in se izraža tudi v drugih smerih, tako da pri tatu umetniku pa je v bistvu potem tako, da mu ti bolj poveš temo, on ti pa pol nekaj svojega skupaj sestavi in pač tatujo ne ponavlja, ima neki svoj stil, dela na neki svoj način. In kakšni trendi, stili, motivi so pravzaprav zdaj popularni? Zelo popularni majhni tatuji, kakšne besede, kje, tako da ženske imajo na primer nekje tako na skritih mestih, to je popularno, mogoče tega je kar ogromno, drugače pri večjih tatujih pa je ravno to popularno, zdaj vedno bolj postaja, da se nekako pojavljajo tatu zbiratelji pod narekovaji, to so torej osebe, ki grejo k tetoverju zaradi njegove umetnosti, ne toliko zaradi tega, zaradi česa si pač on želi, tetovirano imeti. Tako da to je mogoče zdaj neka taka nova zadeva. Zdaj, glede na moške pa ženske se nekako ne vidim neke povezave, da bi bili mogoče, se pravi mogoče to samo, da so ženski motivi ponavadi dostikrat nekaj majhnega, delikatnega, pri moških pa ponavadi nekaj večjega, čeprav tudi ženske imajo seveda velike tatuje, ne. Ina pa je sicer že velikokrat prekrila tudi brazgotine, a opozarja, da je treba biti pri tem zelo pazljiv. Pri brazgotinah je zelo pomembno, da se vemo lotiti vsega skupaj. To ni navadna koža, to ni zdrava koža. Tukaj niso plasti kože, tako kot bi naj bile, tako da jaz ponavadi, ko so zahtevnejši primeri, od večjih rekonstruktivnih operacij na tistih mestih, če je res brazgotina zelo obširna v nekih kvadratnih centimetrih, takrat pol naredim testni vpik preko, kar pomeni, da pač z različnimi iglami probam na različnih delih te brazgotinjene kože, da vidim, s čim se sploh soočam, da vidim, kako barvano to stane. Tako da to je pomembno. Po drugi strani je pomembno seveda tudi, da vemo, od česa je brazgotina nastala, da se nega prilagodi tukaj potem, da smo bolj pozorni, da delamo na primer več terminov po manj, da ne poškodujemo toliko kože. Pomembno je tudi tukaj potem, z kakšno mašinco se dela, da je pač ta tatu mašinca nežna, da ni pregroba, da se res dela počasi, umirjeno, pogosto razkoževanje vmes, oziroma da je res rana čista, tako da ne pride do kakih vnetij ali česa podobnega. In čeprav ustvarja že dolgo in ima tudi sama tatuje, še vedno naleti na kritike, ki ne marajo tetoviranih ljudi.
čeprav je vedno manj takih, vseeno moram reči, ampak do zdaj sem imela mogoče 2 slabi izkušnji, da se je kdo prekrižal pred mano ali pa da me je celo v kako taborišče poslal in mi tako nelepe stvari povedal, ampak načeloma pa so to res se vidi, da to so ljudje, ki pač moramo razumeti, da so nekaj dali skozi, tatuje pač povezujejo z slabim, ne z dobrim in seveda oni ne morejo razumeti, da se to razvija kot umetnost naprej, ne samo kot med zaporniki, motoristi in med tistimi slabimi. Ob vsem pa opozarja, da se je tudi njega kože po tetoviranju spremenila. Nič več vazelina, ampak specializirana krema, ki spodbuja regeneracijo kože. Mestna občina Maribor je pridobila uporabno dovoljenje za obnovljeno staro tribuno na stadionu Ljudski vrt. Dela se bodo nadaljevala še v juniju, med drugim je potrebno urediti okolico stadiona. Prvotna ocena sanacije je znašala 6 milijonov evrov, a se je sedaj nekoliko povišala. Mestna občina Maribor je uspela pridobiti uporabno dovoljenje za staro tribuno. V epidemiji in zelo slabemu vremenu za gradnjo v zadnjem mesecu uspeli danes pridobiti uporabno dovoljenje. Vedeli smo, da bo napeto, ampak tako je to in v gradnji in v športu. Tako da od danes naprej smo izpolnili pravzaprav tudi eno izmed volilnih obljub, da bomo zahodno tribuno naredili. V Ljudskem vrtu bo odslej na voljo 11.671 sedišč, na tribuni bo skupno 2.321 stolov, od tega 691 VIP stolov, nekateri bodo v VIP ložah, ki jih doslej niso imeli. Kot vidite, še nekaj več, mogoče v nekih naslednjih letih ob novih uspehih kluba lahko stadion poglobimo, pa še tu naredimo par vrst, ko bodo vse letne karte razprodane. Ampak do takrat je še nekaj časa pa nekaj naporov na strani kluba, pa se bomo spet prilagajali. Dela se bodo izvajala tudi celoten junij, prav tako mora izvajalec urediti določene reklamacije. Gre za ureditev športne promenade, ki bo potekala od Gregorčičeve ulice, se pravi pred samo dvorano Luknja in zahodno tribuno, po med dvorano Luknjo in zahodno tribuno in pa v nadaljevanju tudi potem športna promenada, ki bo potekala mimo Langerjeve vile preko Mladinske ceste do igrišča Partizan. Tu že v okviru tega prenove bo prva faza tega izvedena, se pravi pričakujemo pridobitev novega kakovostnega urbanega prostora, ki bo služil tako za športne prireditve kot za prosti čas. Kot doda, je stadion primeren za uporabo in izvedbo tekem na najvišjem rangu. Prvotna ocena sanacije je znašala 6 milijonov evrov, a se je sedaj nekoliko povišala. Zdaj smo pri realizaciji še bistveno nižje od pogodbene vrednosti, ampak na koncu predvidevamo, da bo z vsemi nepredvidenimi in dodatnimi deli investicija se približala 8 milijonov. V času gradnje je Ljudski vrt večkrat obiskal požarni inšpektor. Nekaj zahtev bilo je sprememb projektov, bilo je tudi nekaj nepredvidenih del. Sami vemo, da pri sami rekonstrukciji vsega, kar se gradi, ni možno tako načrtovati kot pri novogradnji. Se pravi, tukaj je bilo tudi s tem strani in pa seveda zunanja ureditev, ki je bila sedaj na novo sprojektiranja. V razpisu tega nismo imeli oziroma samo neka rezervirana sredstva. Prav tako so se odločili, da obdržijo spodnji del strehe, saj bi se v nasprotnem primeru investicija še povišala. V samih popisih del tega ni bilo, tudi sami si bi mogoče želeli neko bolj atraktivno, bleščečo vsebino. So pa arhitekti tudi povedali, da je takšna izvedba, kot je, neka značilnost tega stadiona in da je tudi oblikovno, arhitekturno kakovostna. Tako da smo ta trenutek se odločili, da ostane kot je. Za najem prostorov so že sklenili nekaj pogodb. Tega stadiona v celoti skrbijo športni objekti Maribor. Športni objekti vsekako nimajo tega potencijala objekt tako učinkovito tržiti, kot bi ga lahko NK Maribor. Z NK Mariborom smo že večkrat sedeli, da bi mogoče razmišljali o drugačnem načinu upravljanja, vendar je bil odgovor, ko bo stadion v celoti prenovljen. Ta trenutek bo zelo kmalu, tako da bomo pogovore nadaljevali. A pred njimi je še en izziv. Gre za dograditev garažne hiše Ljudskega vrta po principu javno-zasebnega partnerstva. Sicer pa vrata Ljudski vrt odpira že za četrtfinalne tekme nogometnega prvenstva do 21 let. 11. julija bo v Sloveniji referendum o vodi. Pred kratkim je več nevladnih organizacij zbiralo podpise zanj. Preverili smo, kaj pravzaprav pomeni ta referendum in kaj pomeni, če se odločite, da podprete ali zavrnete spremembe zakona o vodi.
Konec marca je parlament izglasoval spremembe zakona o vodi, s katerimi se dovoli gradnjo v priobalnih območjih. Sprememba 37. člena tega zakona pomeni, da se bo dalo enostavne objekte in objekte v javni rabi graditi v priobalnem območju. Torej, podpise smo pa zbirali zato, ker se s tem ne strinja tako ne civilna družba, ne strokovna javnost, ki sploh ni bila vključena v spremembe postopka oziroma v spremembe zakona o vodah. In o čem se pravzaprav odloča na referendumu o vodah? Če obkrožite proti, to pomeni, da ste proti temu sprejetemu zakonu oziroma tej noveli zakona o vodah. Torej, če ste proti temu in želite, da se ta zakon zavrne, torej želite ohraniti priobalna območja in vsa obvodna območja brez pozidave in želite pitno vodo. Če pa pokrožite za, ste pa zato, da ohranimo ta škodljivi zakon. Gradnja v priobalnem pasu rek, jezer, morja vodi tudi v omejevanje življenjskega prostora živali in rastlin, ponekod pa bi vplivala tudi na podtalnico. Prvo je pomembno zaradi ekosistema, ki ga ta obobalni pas predstavlja, to so vseeno živali in rastline, ki so tam. Poleg tega pa bi gradnja na teh območjih lahko prinesla onesnaževanje, ki pa se potem to pozna tudi na podtalnici. Gibanje Mladi za podnebno pravičnost izpostavlja, da gre za celovit problem in obenem varovanje pravice do pitne vode. S tem varujemo tudi pravico do naše pitne vode, zaradi tega, ker so ekosistemi povezani in obrežja rek delujejo kot nek filter, preko katerega se voda čisti in filtrira. In ta voda je potem ista voda, ki pač potem gre v podtalnico in v podtalne vodotoke, odkjer pa mi črpamo pitno vodo. To, da imamo pitno vodo iz podtalnice in da je zelo kvalitetna, je privilegij, ki bi ga morali bolj zaščititi, so še dejali. Mariborska medicinska fakulteta ima smele načrte za nove študijske programe. Jeseni se bodo študenti lahko vpisali v nov program dentalne medicine, povečali so vpis na splošni medicini, v naslednjih letih pa se obeta tudi program farmacije. Jeseni bodo na medicinski fakulteti v Mariboru imeli razpisanih kar 180 prostih mest pri različnih študijskih programih. Med drugim prvič bo možen vpis na dentalno medicino. Verjetno že veste, da smo pridobili v letošnjem letu soglasje za vpis prvih študentov na predmet dentalna medicina, odnosno na študijski program dentalne medicine, ki se bo začel v letošnji jeseni, torej z mesecem oktobrom. Vpisujemo 20 do 25 študentov dentalne medicine, kar seveda pomeni za Maribor in širšo severovzhodno Slovenijo seveda veliko pridobitev, saj veste, zobozdravnikov primanjkuje tudi specialistov na področju dentalne medicine. Dejstvo je, da kadra primanjkuje in želijo, da ti študentje, ki bodo končali šolanje, tudi ostanejo na domačih tleh. V naslednjih 5 do 10 letih nameravamo z tem našim doprinosom izboljšati seveda kadrovsko popolnjenost na področju dentalne medicine in na ta način tudi prebivalstvu omogočiti boljše zobno zdravje. Potreba je tudi po kadru splošne medicine, zato bo tudi na tem področju vpis povečan. Povečujemo tudi vpis na programu splošne medicine, letos tudi za 20, kar pomeni, da bomo v letošnji jeseni imeli približno 150 študentov medicine na splošni in dentalni, 30 še podiplomskih, se pravi na doktorskem študiju, kar znese skupaj 180 študentov, medtem ko pa je fakulteta grajena za približno 100 študentov, torej že za 80% v letošnji jeseni presegamo njene kapacitete. Načrti so smeli. Želijo si, da bodo kaj kmalu lahko študenti izbrali tudi študij farmacije. V naslednjem letu pa načrtujemo še študij farmacije. Procedura je pravkar sprožena in ustrezni dokumenti so tudi že poslani na ustrezne organe. V naslednjem letu bi pa potem, če bo vse to odobreno, vpisali še 30 farmacevtov, česar seveda v severovzhodni Sloveniji doslej ni bilo, tako da smo potem na številki približno 210 na leto in zaradi tega se moramo širiti, moramo dobiti nove prostorske kapacitete. Dejstvo je, da ob vseh teh vpisnih mestih bodo potrebovali tudi večje kapacitete, saj je njihova fakulteta za tolikšno število učencev premajhna. V ponedeljek po jutranji prometni konici na relaciji Selnica ob Dravi Ruše so most zaprli. Popolna zapora bo veljala leto in pol, medtem pa bodo morali vsi, ki dnevno prehajajo na tej relaciji, na obvoz skozi Maribor. Za pešce in kolesarje je prehod omogočen pri hidroelektrarni Fala.
Rekonstrukcija mostu, ki povezuje Selnico ob Dravi in Ruše, se je začela minuli ponedeljek, s tem pa je vozilom onemogočeno prehajanje med občinama na tej relaciji. Zaradi pravočasnega obveščanja zmede ni bilo, saj je bila večina ljudi na zaporo pripravljena. Na občini Selnica ob Dravi pa so zato pristopili k reševanju. Tako, kar nekaj dejavnosti bo prišlo iz ruške strani pri nas na našo občino. Če pogledamo najprej upravna enota, Center za socialno delo, Zavod za zaposlovanje, bodo imeli več ur, več dni svoje poslovne ure oziroma uradne ure v naših prostorih občine. Po potrebi, v začetku je povečano na 3-krat na teden ali 2-krat na teden za Zavod za zaposlovanje oziroma Center za socialno delo. Če bomo ugotovili, da občani potrebujejo več, bomo seveda v dogovoru z izvajalci, smo se že dogovorili, da bomo tudi to povečali. Glasbena šola, ki je prej delovala samo v Rušah, smo že dogovorili, da z zaprtjem mostu pridejo učitelji za glasbeno šolo k nam v Selnico. Tako da hkrati smo se z izvajalcem avtobusnih prevozov Arrivo dogovorili, da vzpostavi novo avtobusno linijo, ki bo peljala iz Selnice preko Lovrenškega mostu v Ruše in nazaj kar nekajkrat na dan. Rekonstrukcija se je začela že prvi dan popolne zapore. Na lokaciji so nam izvajalci del še dodatno pojasnili, kako bo rekonstrukcija potekala, zasledili pa smo lahko tudi delavce na terenu, ki že delajo s polno paro. Se osredotočimo na most, pomeni, da je potrebno obnoviti, celotno mostno konstrukcijo, kar pomeni, da je potrebno odstraniti vse slabe dele iz naslova ali pozornega kota naključnega opazovalca, celotno asfaltno konstrukcijo, ograje, robnike, očistiti beton do zdrave podlage, tako na tlačni plošči kot iz spodnje strani, kar pomeni, da je most potrebno predhodno poodrati. Namreč ne moramo si privoščiti, da bodo delci objekta oziroma slabi delci betona padali v reko Dravo. Ker so ljudje negodovali, da ne bo možno mostu prečkati niti peš, so se v Dravskih elektrarnah Maribor odločili, da gredo prebivalcem naproti tako, da pešcem in kolesarjem omogočijo prehod Drave pri hidroelektrarni Fala in jim s tem malo zmanjšajo obvoz, ki sicer z avtomobili poteka ali čez Maribor ali čez Lovrenc na Pohorju. Na veliko vztrajnost občanov pa opozarjanje, bomo na nek način poskusili v doglednem času testno najprej spustiti čez elektrarno, kolesarje in pešce. To potrebujemo okoli teden dni, da še to tehnično uredimo. Kasneje bomo pa 14 dni kontrolirali, da bomo videli, kako se pešci in kolesarji obnašajo pri prehodu same elektrarne. Kolikor bo prihajalo do nevarnih situacij, bomo morali tudi to možnost v bistvu ukiniti. Ljudje se zavedajo, da je potrebno leto in pol potrpeti in se prilagoditi, da bo potem most varnejši in na voljo za naslednjih več desetletij. Med rekonstrukcijo pa bo poskrbljeno tudi za šolarje. Tako da si želimo in upamo, da so ti vozni redi avtobusa, ki so bili prilagojeni, ki se še zdaj, še včeraj, smo zadnje dobili nekako skorigirane, da bodo potem tudi v realnosti pokazali to možnost, da bo mogočen prehod, da se bodo otroci, dijaki lahko navadili na te prehode zagotovo. Pa ne bo enako, ne. Kar se zaposlenih tiče, pa seveda tudi z njihove strani bo velika večina jih prihaja z osebnimi vozili in bodo koristili enega izmed ostalih dveh mostov, najverjetneje. Pogodbena vrednost investicije, ki je v domeni Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, je dobre 2,3 milijone evrov, izvajalec pa je gradbeno podjetje Pomgrad. Letos v Sveti Trojici v Slovenskih Goricah pripravljajo prav posebno presenečenje. V času 4-dnevnega festivalnega dogajanja pa se bo našlo veliko zanimivih aktivnosti, koncertov, okusne hrane in še mnogo drugega. Pravi vrhunec festivala pa se bo zgodil kar prvi dan, v četrtek 17. junija ob 22. uri. A si že želite prisluhniti živi glasbi? Se malce pozabavati, popiti dobro žlahtno kapljico, pojesti kaj dobrega? Potem je lahko vaša naslednja destinacija Sveta Trojica, ki bo v času svojega praznika imela pestro in zabavno 4-dnevno dogajanje. Gre za naš Trojica Fest, dogajanje ob občinskem prazniku. Letos sicer
kljub epidemiji, oziroma upamo, da bo takrat toliko sproščeno, da bomo čim bolj sproščeno uživali. Za razliko od leta 2019 imamo letos pripravljamo 4 dni z zelo skoncentriranim programom. Gre za kar nekaj koncertov, ki bomo jih v teh 4 dneh gostili in celotna naša občina se že zelo veseli obiskovalcev in pa tudi naših občank in občanov, da se skupaj poveselimo. Trojiški župan je še malce skrivnosten glede programa, a vendar uspemo izbrskati tudi nekaj podrobnosti dogajanja letošnjega Trojica Festa. Spektakel se obeta na pročelju njihove znamenite cerkve. V četrtek se bo zgodila velika otvoritev, gre za osrednjo prireditev ob občinskem prazniku. Kar velik protokol nas čaka. V prvem dnevu je posebnost ta, da bomo razkrili prvič to dolgo 2 leti trajajoče priprave na naše razsvetljenje. Gre za projekt video mappinga oziroma projeciranja na našo pročelje, naše cerkve, v bistvu za največjo projekcijo v Sloveniji, več kot 50 metrov visoko in 30 metrov široko. Tako da celotna zgodba od nastanka zemlje Velikega Poka do vseh 4 elementov, tistega zlatega obdobja Svete Trojice, ko je Trojico obiskalo 100 000 romarjev peš letno. Vse to boste skozi zelo zanimivo in abstraktno video predstavo videli v našem razsvetljenju, se pravi v četrtek ob 10. zvečer. Izjemno pester je tudi nabor glasbenikov, ki bodo razgreli Sveto Trojico v času občinskega praznika. Zanimivo pa bo tudi obkoncertno dogajanje. V petek bo bolj plesni dan, od 4 naprej v trgu gostimo plesalce. Vabimo vse plesalce na salsa popoldan in pa s tem ogrevamo ozračje do 8. zvečer, ko bodo na Velikem odru nastopili skupina Kingston. V petek obljubljamo vrhunsko vinsko kulinarično doživetje. Gre za naš Kibel Flash Fest in vinsko galerijo, ki se bo začela ob 4. popoldan in trajala vse do konca, do 10. ure zvečer. Niso pa niti pozabili na družine in najmlajše obiskovalce Trojica Festa. V soboto celotno popoldne precej aktivnosti za naše najmlajše, za otroke. Pomlad na jasi se bo zgodila in pa koncerti Žana Serčiča, Eve Boto, Mama rekla, tako da kar nekaj dogajanja se bo v samo soboto in seveda zaključek ob 10. zvečer ponovno z razsvetljenjem. 4-dnevno dogajanje se bo sklenilo v nedeljo. Tisti highlighti nedelje pa ob 5. uri skupina Modrijani na glavnem odru in pa ob 8. uri operni solisti. Ja, mislim, da smo potem postali znani leta 2019, da probamo res iskati izvajalce, da pašejo vsakemu zelo različnim glasbenim okusom in mislim, da se v naših dneh zagotovo najde za vsakogar nekaj. Župan se trudi, da oživlja Sveto Trojico tudi po praznovanju občinskega praznika. Dogajanje ne bo zamrlo. Zagotovo ne, kot sem že prej omenil, z projektom Razsvetljanje. Gre v bistvu za res zelo eksperimentalen projekt, ki se ga zelo veselimo. Na samem testingu je izgledalo to odlično, tako da verjamem, da bo v živo oziroma takrat, ko bomo prvič ta projekt predstavili javnosti, še toliko bolj. Prav Razsvetljanje je tisto, ki se bo dogajalo vsako zadnjo soboto v mesecu. Gre za projekcijo, kot smo menili že prej, na celotno pročelje naše Trojiške cerkve in mislim, da bo to res ena taka zelo posebno doživetje, s katerim želimo obujati tudi samo trško jedro. K sodelovanju vabimo vse tiste, ki bodo v teh zadnjih sobotah v našem trgu postavili svoje stojnice in na ta način omogočili neko družabno dogajanje po tem zelo nedružabnem letu. V času dogajanja bodo seveda poskrbeli, da bodo zagotovljeni vsi preventivni ukrepi za zamejevanje širjenja novega koronavirusa. Toliko nocoj daje občinski informator. Sveže novice najdete na spletnih portalih lokalec.si in mbReport.si. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje.